Duševno zdravje v zrelih, starejših letih. V zrelih letih se nam življenje spremeni. Če smo telesno in duševno zdravi, imamo lahko lepo starost. Ljudje se upokojimo. To pomeni, da nismo več zaposleni. To lahko vpliva na našo samopodobo in počutje. Eni ljudje se ob upokojitvi ne počutijo dobro, saj so bili zelo dolgo zaposleni. Ko se upokojimo, imamo čez dan več časa. Imamo več prostega časa. Mogoče imamo tudi manj denarja. Eni ljudje se vsega tega težko navadijo. Ne vedo, kaj bi počeli. Ne družijo se več z bivšimi sodelavci. Zaradi tega se lahko počutijo osamljene. Drugi ljudje se upokojitve veselijo. Imajo veliko načrtov. Čas preživijo z vnuki. Pomagajo drugim družinskim članom. Eni ljudje pa na novo odkrivajo, katere stvari jih veselijo. Zelo pomembno je, da znamo dobro preživeti prosti čas. Se gibamo. Tako bomo močnejši. Imeli bomo manj poškodb. Imeli bomo boljši spomin. Boljše se bomo počutili. Tako se bomo bolj počasi starali. V zrelih letih je duševno zdravje zelo pomembno. Tudi v zrelih letih si ljudje želimo, da smo za druge ljudi pomembni, smo vredni, nas ljudje slišijo in upoštevajo, smo čim bolj samostojni, se lahko odločamo sami, sodelujemo v aktivnostih v našem okolju, smo povezani s svojci in skupnostjo. Zaradi zdravstvenih težav in ovir bomo mogoče kdaj potrebovali pomoč. Najbolj pomembno pa je, da imamo radi svoje življenje. Pomembno je vedeti. Temu, kar se je zgodilo, rečemo preteklost. Preteklosti ne moremo spremeniti. Pomembno je, da se za preteklost ne počutimo krive. Tudi če nismo naredili stvari, ki bi jih morali. Tako bo naše duševno zdravje dobro. Duševno zdrav, zrel, starejši človek čuti, da drugi cenijo njegova znanja, cenijo izkušnje in mnenja. Ima zdravo samopodobo in se spoštuje, ceni. Ima občutek smisla, verjame v svoje sposobnosti, živi življenje, ki mu je všeč, ima aktivno, ustvarjalno življenje. Čuti, da obvlada lastno življenje. Se uči. Zanimajo ga različne stvari in hobiji. Lahko sodeluje v družabnih aktivnostih. Lahko skrbi za vnuke ali pomaga bližnjim ljudem. Lahko opravlja prostovoljno delo. Se počuti povezanega z ljudmi in okoljem. Ima dobre odnose z drugimi ljudmi. Zakaj se lahko duševno zdravje zrelih, starejših ljudi poslabša? V starosti se nam zgodi veliko sprememb. Za ene ljudi so spremembe naporne in stresne. Veliko starejših ljudi se sčasoma navadi na novo življenje. Najdejo nove stvari, v katerih uživajo. Čutijo, da ima njihovo življenje smisel. Eni ljudje pa se težko navadijo na spremembe. Zaradi tega se slabo počutijo. Doživijo lahko duševne stiske, ki trajajo dlje časa. Na duševno zdravje v zrelih, starejših letih vpliva veliko stvari. Na primer, diskriminacija zaradi starosti. To je, ko drugi s človekom ravnajo slabše samo zato, ker je star. Manj občutka pripadnosti drugim, skupnosti. Občutek manjše osebne vrednosti in smisla. Če je človek sam, stran od drugih ljudi, počuti se osamljen in izključen. Manj možnosti sodelovanja v različnih aktivnostih. Malo denarja ali neprimerno stanovanje. Zloraba alkohola ali drugih snovi, ki vplivajo na naše počutje. Če človek težje razmišlja in se spomni stvari. Izguba bližnjega človeka. Dolga bolezen. Kronične bolečine. To so bolečine, ki jih imamo dlje časa. Invalidnost ali oviranost.
Človek se težje giblje. Človek je odvisen od pomoči drugih ljudi. Slaba hrana ali premalo hrane. Kdaj poiskati pomoč? Pomoč poiščemo, ko nas težave ovirajo vsak dan pri običajnih opravilih. Težave trajajo že dlje časa. Sami ali s pomočjo bližnjih ljudi težav ne znamo rešiti. Pomoč poiščemo čim prej, tako bomo lahko težave prej rešili. Boljše se bomo počutili in imeli boljše življenje tudi v starosti. Znaki, da zrel, starejši človek potrebuje pomoč. Človekovo razpoloženje se spreminja. Ima malo energije, je utrujen. Poje preveč ali premalo hrane, se zredi ali shujša. Ima težave s čistočo stanovanja. Ima težave v osebni higieni, je na primer neumit, neobrit. Nima volje, nima upanja. Človek je potrt, preveč ali premalo spi. Težko se skoncentrira. Težko se spomni stvari. Človek je zmeden, ne znajde se v prostoru. Človek je nemiren, zaskrbljen. Človek je prestrašen. Človek se hitro razburi, je razburjen, jezen ali napadalen. Človek preveč pije ali jemlje snovi, ki spremenijo razpoloženje. Človek je žalosten. Počuti se ničvredno. Počuti se brez moči. Počuti se krivo. Človek poškoduje sam sebe. To pomeni, da se na primer praska, si reže kožo ali se udarja. Misli na samomor. Neprijetne, vsiljive misli ali podobe, ki sprožajo tesnobo. To pomeni, da teh misli noče, a se vseeno pojavijo. Primer take misli je, da se bo zgodilo nekaj slabega. Obnašanja, da bi odgnal neprijetne misli in tesnobo. Na primer, pretirano umivanje, zaradi skrbi, da bi se okužil, pretirano čiščenje ali preverjanje, če je zaklenil vrata in podobno. Umakne se od ljudi, ne zanimajo ga več razne aktivnosti. Več informacij o pomoči je na spletni strani www.zadosevnozdravje.si. Vir: www.zadosevnozdravje.si/dosevno-zdravje/življenjska-obdobja/zrela-leta